kar začnemo. Torej, Maroko, zakaj trekking Maroko? Zato, ker v bistvu mi pri Life Treku ponujamo kar en kup enih programov v Maroku, od družinskih do povsem popotniških in pa seveda tudi trekking programov. Zato je trekking že tudi, da v imenu jasno pove, v katero smer gremo, in sicer gremo v Severno Afriko, v gorovje Atlas. Gorovje Atlas se razteza 2500 km po dolžini po severu afriške celine, in sicer obsega, poleg Maroka se nahaja tudi v Alžiriji in Tuniziji. Je pa v Maroku ta najvišji del oziroma visoki Atlas, v katerem poteka naš trekking. Tule z miško označujem Marakeš. Marakeš je naše izhodišče, torej za to potovanje pač priletimo v Marakeš, potem pa se tam srečamo z našo lokalno ekipo vodnikov, ki nas pripeljejo do Imlila. Imlil se nahaja tule, malo nižje pod Marakešem, no, tule pa že vidite Mount Tubkal, najvišji vrh Atlasa. Tule piše 4165, ene druge meritve pravijo 4167, ampak kakorkoli, gre za zelo lep vrh, ki ga osvojimo ob sončnem vzhodu in je v bistvu lep dosežek za prav vsakega pohodnika. No, tole je pa že malo bolj natančno naša pot, in sicer to so moji zapiski iz leta 2022. Takrat septembra sem bil nazadnje v Maroku na tem trekkingu in v bistvu vam bom predstavil svojo izkušnjo in svoje fotografije iz tega potovanja. Čist iskreno, no, takrat še v bistvu nisem vedel, da bo veliko fotografij kdaj prišlo prav. Tako da zdaj, ko sem delal predstavitev, mi je kar malo manjkalo, no, ampak mislim, da za začetno idejo bo dovolj, no, potem kaj več pa uživo v Maroku. Ampak ja, trekking je razdeljen na 5 etap, s tem, da je 5. zadnja vzpon in potem spust nazaj do Imlila. Tule vidite eno tako okvirni prerez profila naše poti, no, ampak to bom potem še kaj več pri vsakem dnevu. Mogoče samo nekaj o temperaturah in vremenu, ker je to pri teh trekkingih, kjer se spi zunaj, pogosto, bom rekel, kakšen zadržek ali pa skrb, sploh za mogoče koga, ki ni navajen spati v šotoru. Sicer v tem trekkingu nekaj noči prespimo v šotoru, nekaj noči oziroma eno noč v gorski koči, eno noč v lokalnem guest houseu, no, ampak ja, tukaj sem vzel podatke za te mesece, v katerih izvajamo mi ta program, in sicer vidite, da v bistvu nočne temperature so najnižje v maju, ampak se tudi ne spustijo pod 5 stopinj, zato recimo spalna vreča, ki ima komfort 0 ali pa komfort 5, povsem zadošča. V bistvu v nobenem od teh mesecev ni veliko padavin. Vemo, da načeloma Maroko zelo suha država, no, tako da tudi za padavine ni skrbi. So pa nekako te junijski in pa septembrski termini primerni za obisk so vsi, no, ampak septembra pa junija se že malo segreje bolj tudi nižina, no, in potem posledično tudi višje v gorah in so, kot vidite, da dnevne temperature med 20 pa 25 stopinj, kar pomeni, da se brez težav hodi v kratkih rokavih. Mi smo tudi v kratkih hlačah hodili, tako da v bistvu na cel razpon temperatur se je treba pripraviti, no, tudi iz tega vidika, ker je v bistvu na vrhu, mi vrh dosežemo ob sončnem vzhodu, se pravi takrat, ko je dnevna temperatura najnižja, in če piha, so lahko temperature na vrhu tudi okoli ledišča ali manj, tako da ko se pakira za ta trekking, je treba kar dobro premisliti, kaj vse vzeti s sabo. Tole ni slika iz mojega pakiranja za Maroko, ampak za en drug trekking, pa sem jo dal samo za ozadje, ampak ja, samo da imate za predstavo. Torej, vi s seboj potrebujete v bistvu vsa svoja oblačila in pa seveda opremo za spanje, se pravi spalna vreča in pa podloga za spanje. Podloge se načeloma da tudi zorganizirati, da se jih sposodi tam, ampak se mi kar poslužujemo tega, da imajo naši udeleženci svoje blazine, ki so jih navajeni, ki jim zaupajo in pač vejo, da jim omogočajo kvaliteten spanec.
Za šotore, tule je šotor, za šotore vam na tem trekkingu ni treba skrbeti, prav tako vam ni treba skrbeti za hrano, ker je za vse to poskrbljeno in sicer imamo tam lokalno ekipo, se pravi, ena oseba je naš glavni vodič, ki hodi z nami, potem je pa seveda odvisno od velikosti skupini, še nekaj ljudi zraven, ki skrbijo in vodijo osle in pa seveda postavljajo šotore in pripravljajo hrano. Tako da vi v bistvu čez dan, ko se odpravite na turo oziroma ko se odpravimo na turo, spakirate samo svoj dnevni nahrbtnik, van date pač nekaj malega za pojest, kaj za obleč, za čez, odvisno kam se bomo povzpeli. Ostalo prtljago, se pravi glavno prtljago, ki jo ponavadi omejimo nekje na 10 do 15 kil, za 5 dni trekkinga je to več kot dovolj, pa spakirate v eno potovalko, tako robustno torbo, ki jo potem oni privežejo na osle in jo v bistvu osli prinesejo do našega naslednjega kempa. Tako da v bistvu ne nosite vsega sabo, zato je tudi to ena izmed teh olajševalnih okoliščin, zaradi katerih je ta naš trekking primeren tudi za začetnike v večdnevnem trekking svetu. Ja, pa da ne bom preveč dolgovezil. Tole je fotografija iz strehe naše namestitve v Imlilu, torej Imlil je ena gorska vasica, ki velja za izhodišče vzponov na Tupkal, in tole je zjutraj drugega dne našega potovanja in hkrati prvega dne našega trekkinga. Takole so nas natrpali v en kombi, pa nas peljali pol 21 minut gor po cesti do izhodišča, kjer so nas v bistvu pričakali te naši osli reci, in potem smo v bistvu takole kar en kup ene opreme, vidite, tole so naše potovalke, to je pa potem še v bistvu vsa ta oprema, ki jo imajo oni, se pravi hrana, šotori, tudi kakšne dodatne odeje imajo vedno s sabo, tako da koga ne zebe. In ja, to potem te fantje vse spakirajo in v bistvu mi ne rabimo skrbeti za te stvari do našega naslednjega kempa. Torej, tule od spodaj nas je kombi odložil, no, in mi smo že začeli z našim prvim vzponom, in sicer prvi vzpon na tale prelaz, takole cika-caka gor na skoraj 3500 metrov. Vidite, vreme v bistvu, to je bilo septembra, septembra je vreme zelo stabilno, ampak ja, recimo oblečeni smo pa še vedno dolge hlače, dolgi rokavi. Razgledi so pa v bistvu skozi celoten trekking nekako takšni, gre za precej visokogorsko pokrajino, torej mi se gibamo med nekje, večino časa se gibamo med nekje 2000 in 2500, med 2500 in 3500 metri, s tem, da se vmes tudi spustimo nižje in pa seveda povzpnemo višje. No, to smo pa že prispeli v naš prvi kemp, kjer nas je takole pričakalo kosilo. Ni bila samo solata, je bil zraven tudi še riž pa piščanc, no, ampak tega žal nisem slikal. Potem pa tole še en profilni prerez našega dne, torej začeli smo na okoli 2400 metrov in se povzpeli 1100 metrov na vrh prelaza, 3500, in potem v bistvu spustili dol do kempa. 11 kilometrov pa pol, nekje 4 ure hoje in pa 6 ur in pol na poti. Vidite, ta razlika med časom na poti in časom hoje vam pove, da je v bistvu dovolj postankov, počakamo se seveda vedno, če smo različno fizično pripravljeni v skupini, in tempo pač prilagodimo najpočasnejšim, tako da nikoli ne pustimo koga zadaj. Prvo noč smo prespali v šotorih in potem takole drugi dan, spet zjutraj ponovimo vajo. V Atlasu je zelo zanimivo, ker še vedno, sploh v tem času pred zimo, se giba precej lokalnih pastirjev, teh berberskih plemen, in tale v rdeči jakni je naš vodič, in tu smo mi prišli mimo teh dveh in je on kar pozdravil in so se nekaj začeli pogovarjati in sta nas pol, zelo so gostoljubni Maročani, no, tako da nas je povabil, da smo pol tu probali ta njihov domač kruh pa domače maslo,
pa njihov značilni čaj sta nam postregla, se pravi zeleni čaj s sladkorjem in meto, tako da je res, v bistvu izkusiš tudi to lokalno kulturo, no. Tole smo pa mi drugi dan na vrhu prelaza, Tizi je prelaz v Arne, malo težko jih je izgovarjati, no, ampak saj v bistvu nobenemu to ni toliko pomemben. Ampak ja, iz prelaza smo se potem spustili dol proti vasici, to je drugi dan spimo v vasici, v enem guest houseu, takole res je, mislim, tam, ko si, no, si res tako vprašaš, a je tu sploh ljudje živijo, ker so res to tako odročne vasi, pa tako je vse zapuščeno v narekovajih, no, da si kar mal presenečen, ampak ja, dejansko ljudje tam živijo in to je njihov življenjski slog. Ta vas se imenuje Amzurat, in tole je fotografija iz terase tega guest housea, kjer smo gledali sončni zahod, tako da se lepo ne bo ukvarjalo, in pa še naš drugi dan. Torej začeli smo na okoli 2500 metrov in v bistvu se zelo položno povzpeli na vrh prelaza. Vidite, vse skupaj smo naredili slabih 600 višinskih metrov. Je pa ta dan zato daljši po razdalji, no. Vidite, skoraj 18 kilometrov, ker je v bistvu ta spust iz prelaza do vasi precej dolg, ampak kot vidite, ni zelo strm in zelo, mislim, se ga da prehoditi, plus to, ker se ne nosi vsa oprema s sabo, so nahrbtniki lahki in zares ni huda težava. Tretji dan, spet smo se prepodili v sončno jutro, tukaj v tem guest houseu so nam pripravili res dober zajtrk, seveda ne sme manjkati čaj in pa ta njihov sveže pečen kruh. Potem smo se pa najprej takole še čez eno drugo vas sprehodili oziroma hodili, in mi je bilo tole zanimivo, vodič je rekel, da je to kao local bus, lokalni avtobus, tako da zjutraj jih takole naloži in pele nekam, no, res zanimiva kultura je, no, mi pa takole peš, nas noben ni peljal, ampak po lepi poti proti temule jezeru Ifane. Tule v daljavi mogoče vidite, so ene hiške, no, in sicer tam se nahaja naš kamp tretjega dne, pot pa gre takole okoli jezera in potem tule vidite, kje je pobočje malce presekano. Tako da ja, mogoče še nekaj besed o terenu, torej hodi se v bistvu po uhojenih pohodniških poteh. Vidite, da gre za skalni teren, ki pa v bistvu je utrjen, no. Ne vem, kako bi strokovnjaki temu rekli, ampak same poti niso izpostavljene iz vidika, da bi imel kdo kako vrtoglavico ali pa strah pred višino, in pa so dejanske poti, no, niso to neka brezpotja. Tako da hoja tudi iz tega vidika zares ni zahtevna. No, tole je pa naš drugi kamp ob jezeru Ifni. Jezero ima sicer mislim, nima veliko stopinj, zdaj karkoli bom rekel iz glave, ampak se da, za pogumne se da iti noter skopati pa malo zaplavati, malo pognati kri po telesu, da je regeneracija še boljša. No, tole je pa sicer ne najboljša fotografija, no, ampak saj verjetno sami veste, kako telefon slika nočno nebo in zvezde. Skratka, fotografija težko opiše, ampak v bistvu v Maroku, tukaj gor si res vsak dan pod nebom polnim zvezd, no. Res se lepo vidijo, vidi se tudi Rimska cesta oziroma meglice, no, tako da je že sam zvečer iti iz šotora na stranišče ponoči je eno tako lepo doživetje. No, tole je pa naš prerez tretjega dne, in sicer tokrat smo začeli malce nižje, ker je ta vas na okoli 1800 metrov. Se v bistvu povzpeli do vrha prelaza, in potem samo prečili ob jezeru do našega kampa na 2300 metrih. Ker je bil včeraj malo daljši dan, no, je bil ta danes malce krajši, no, kljub temu smo imeli pa vseeno skoraj 800 višinskih metrov vzpona, in pa nekje 3 ure hoje, 4 ure in pol na poti.
Četrti dan smo štartali takole po temi, in sicer iz dveh razlogov. Pa je, da je bila, oziroma naš vodič je rekel, da je vremenska napoved za popoldanski del dneva malce neugodna, no, tako da smo se v bistvu hoteli izogniti morebitnim padavinam. Drugi razlog je pa ta, da bomo tudi naslednji dan, se pravi peti dan trekinga, ko se povzpnemo na vrh Tupkala, bomo isto štartali po temi. In je v bistvu to ena taka dobra vaja, no, ali pa sam tako, da se mal občutek dobi, kako je pa po noč hoditi po teh poti, da ni potem naslednji dan kdo šokiran. No. In pa mogoče še tretji razlog, ker, kot sem rekel, naslednji dan štartamo že po noči, je cilj četrtega dne trekinga, da v bistvu čim prej pridemo v naš kamp in se tam potem že celo popoldne regeneriramo, počivamo, da smo potem za naslednji dan kar se da spočiti in napolnjeni. No, moram vam pa povedati, da je tudi v bistvu ta štart po noč, kljub temu, da je mogoče komu meni osebno ne najljubši, no, ampak ima svoj čar, zato ker v bistvu opazuješ potem v objemu teh gora sončni vzhod, vidite, tule je jezero in potem se počasi nas je takole sonce obsijalo in res je ta občutek, kot te prvi sončni žarki obsijajo, je nekaj posebnega. No, sploh zato, ker v bistvu ti pol kar hitro naenkrat postane vroče, sploh, ko se na ta dan smo imeli en malo bolj strm prelaz, ampak vidite, ljudje smo že v kratkih hlačah, kratkih rokavih, tako da kar hitro se v bistvu zagreješ. Tole je tik pod vrhom prelaza, smo naredili malico s tem razgledom. To imajo pač te lokalci naštudiran, kje je treba narediti pauzo, kje so lepi razgledi, tako da tu v bistvu čist prepustimo njim in pa potem spust na drugo stran do koče Neltner, ki velja za izhodišče za vzpon na Tupkal. Odvisno od razpoložljivosti ležišč v koči, včasih spimo v koči na dan vzpona, včasih spimo v šotorih zraven. Moram reči, da meni je v bistvu v šotorih mogoče celo ljubše, zato ker imaš dejansko svoj mir, v koči so pa, saj veste sami verjetno, kako so ta skupna ležišča v kočah, znajo postati kar natrpana na trenutke. Četrti dan, 14 kilometrov, 4 ure in pol na hoje. Zelo tale višinski podatek tule ni najbolj natančen, no. Vidite, tule so 3 špice, vmes to je meni v bistvu ura malce narobe zmerila, ampak ja, nekje 1000 višinskih metrov se v bistvu naredi ta dan in v kamp smo mi prispeli že okoli 2 ure popoldan, šli počivati, zato ker nas je potem naslednji dan oziroma naslednjo noč čakala budilka že, mislim, da je bila kar ob 2 oziroma ob pol 3. Ob 3 smo imeli predviden štart in se v bistvu potem začne 3 do 4 urni vzpon na vrh Tupkala. Premagati je treba, kje smo končali, ja, premagati je treba dobrih 1000 višinskih metrov, po temi, v mrzlem, če piha, no, je tempo zmeren oziroma počasen, no, tako da v bistvu vsi sledijo brez težav, potem pa spet ponovimo vajo od prejšnjega dne, takole se začne delati dan, tole je pogled dol, vidite vse te lučke, se pravi, to je ta glavna pot, ker seveda na Tupkal pride precej turistov, ne samo te, ki naredijo dejanski treking prej, ampak tudi enodnevni oziroma dvodnevni obiskovalci, tako da na vrhu vzpona je za pričakovati malo več ljudi, no, ampak na ostalem delu te naše poti, te 4 dni prej, smo pa mi v bistvu bili praktično sami, no. Mislim, da je še ena druga skupina hodila, ampak itak ne hodiš isti tempo, tako da se srečaš samo na kampu, v kamp prostoru. Še nekaj fotografij jutranjega dneva, no, in pa rešitev je skoraj tu, tole je vrh Tupkala, takole ga pol zagledaš in pol veš, da samo še tehle 200-300 metrov in smo v bistvu
zmagali, nam je uspelo biti gor pravočasno, da smo pričakali sončni vzhod, ampak se pravi, to imajo te lokalci naštudirano, tudi ko poznajo skupino, potem na osnovi tega določijo, kdaj je primeren čas za štart in ja, vejo, da ga ujamemo na vrhu. Tole je en posnetek. Lep občutek. No, sploh, recimo, jaz osebno sem že bil pred tem trekingom na drugih trekingih, ampak noben ni imel cilja na nekem vrhu, a ne, tako kot imajo večina teh trekingov, pač imaš pol en cilj, ne vem, Kilimandžaro, Ararat, skratka, vsi ti programi imajo cilj osvojiti vrh, no, in ko prvič v bistvu narediš to, ostaneš sred noči, premagaš pot, počakaš sončni vzhod, je nek lep osebni dosežek in pol v bistvu hočeš iti naslednjič sam še više. Tole je še enkrat, evo, na, to smo mi, zmagovalci, vsi smo prišli uspešno gor. Včasih kdo vpraša, kako je z višinsko boleznijo. In sicer načeloma se pri teh višinah, a ne, nekje do 4500 metrov, višinska bolezen še ne pojavlja. V primeru, da se, so v bistvu to zelo so lažji simptomi, se pravi, lahko gre za kakšen glavobol, no, ampak kaj hujšega se pa ne pričakuje na tej višini. V primeru, seveda, z višino je tako, da pač je nepredvidljiva, ne, v primeru, da kdo ni v redu, je v bistvu najboljša rešitev, da se obrne in spusti čim prej nižje in seveda po potrebi se to tudi naredi. Tako da smo se pa mi tudi potem spustili nižje, v bistvu teh 1000 metrov nazaj do koče, kjer smo se spočili, okrepčali malo tule na terasi. Potem nas je čakalo pa še, mislim, da je 10 kilometrov spusta nazaj proti Imlilu. No. Tako da tule vidite spet kratke hlače, ne, v bistvu iz unih bund pa puhovk, čez nekaj ur v kratke hlače. Ampak ja, takole je izgledal naš zadnji dan. Mali maraton smo prehodili, pa še 1100 višinskih metrov zraven. Ampak ja, vidite, da v bistvu od vrha Tupkala dol je potem samo spust in pa po ravnem. No, je pa dolg dan, ker smo ga v bistvu začeli že ob 3 zjutraj, no, tako da na poti vidite 13 ur oziroma 6 ur hoje. Je en tak svojevrsten izziv, no, ampak pač je potem naslednji prost dan v bistvu zelo, zelo zaslužen. To je pa ta zemljevid, ki smo ga videli na začetku, no, mogoče zdaj ima malo več smisla, vidite, kako potekajo etape. Ampak če povzamem, v 5 dneh prehodimo okoli 75 kilometrov, se pravi nekje 15 v povprečju na dan, 36 ur hoje, skoraj 5000 oziroma 4700 metrov vzpona in pa okoli 5300 metrov spusta, zato ker v bistvu, vidite, tu iz Imlila do Tače Dirta so nas pripeljala, ne, zdaj pa prihodimo v bistvu nazaj. Tako da to, potem pa po našem uspešno zaključenem programu prispimo v Imlilu in se naslednji dan odpravimo proti Marakešu. Jaz moram priznati, da sem tudi jaz v bistvu doživel manjši šok. No, Marakeš gre za ogromno mesto, zelo divje, ljudje, suki, turisti, skratka, iz tistih gor, iz tistega miru pridemo potem v ta vrvež, no. Ampak je vseeno, mislim, glede na to, da smo že tam, ne, je fajn še to videti, zato imamo mi v bistvu potem v tem programu en dan namenjen za ogled Marakeša. Tako da prispimo, v bistvu ta dan, ko smo prispeli, prispimo v Marakešu in potem naslednji dan cel dan Marakeš, začnemo z zajtrkom na terasci, takole, potem pa v bistvu ogled mesta, raziskovanje sukov, kupovanje kakih spominkov, ogled mošej, ogled vrtov, palač, skratka, cel dan namenjen Marakešu. Če bi kdo imel nove najkice, se tudi da poceni kaj zmeniti. Ampak ja, potem pa večerja, tole je bila v bistvu čisto na glavnem trgu, smo šli v eno restauracijo,
pojedli še zadnji tažin in v bistvu potem naslednji dan, ne spomnim se točno, kdaj je bil naš let, ampak mislim, da v jutranjih urah smo poleteli nazaj proti Sloveniji. Tako da mi imamo letos za vzpon na Tupkal in pa Trekking Maroko razpisane še 4 termine, od tega sta tale 2 že potrjena, se pravi 24. do 31. maj in pa 7. do 14. september. Tale 2 sta pa še manjka kakšna prijava, tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite. No, bi pa jaz, če že greste, predlagal, da se zbere en izmed teh 3, ker tale decembrski v bistvu že zna imeti več padavin oziroma hladnejše temperature, no, tako da čist iz vašega udobja bojo verjetno te do septembra nekako boljši. V bistvu vse to, kar sem jaz zdaj opisal, lahko dobite že od 1198 evrov. Tukaj je seveda odvisno, kdaj se prijavljate, to so cene z popustom za začetne prijave, ampak ja, v bistvu ta program, pa tudi vsi ostali naši programi vedno vključujejo letalsko karto, ki je pač že vključena v ceno programa. Vedno potujemo v majhnih skupinah, sploh na teh trekking programih število udeležencev ne preseže 10 in tudi zato ne rabite v bistvu nič doplačati, če potujete sami, pa da vam recimo ne najdemo sopotnika za hotelske sobe, tudi ni nobenega doplačila za vas. Če pa ne letimo iz ljubljanskega letališča, pa mi poskrbimo in organiziramo prevoz na letališče. Pa v bistvu v tem programu v Maroku je vključena še vsa hrana na trekkingu, se pravi, dni, ko smo na trekkingu, imamo poln penzion, ker tam pač itak ni dostopa do hrane, tako da nam oni pripravijo. Zdaj pa bi jaz v bistvu tle dal besedo še vam, če morda še koga od vas kaj zanima ali pa da česa nisem dobro pojasnil, vabljeni, da vprašate.